Doma imam soseda, ki me praktično za vsak avtomobil vpraša, koliko stane. Za začetek ga ne zanima nič drugega, samo cena in potem vedno zmajuje z glavo, češ, kako je to drago. Njegov odziv je bil pri Peugeotu 301 drugačen. Ko sem mu povedal, da točno takšen stane manj kot 13.000 evrov, lahko pa celo pod 10, je samo pokimal oziroma naredil nekako tako. 301 je eden tistih avtomobilov, ki za manj denarja ponujajo veliko prostora. Kot recimo Škoda Rapid, s katero sem bil ravnokar v Dalmaciji, pa Toledo, Logan in dvojček tega avtomobila Citroen C Elise. To so poceni avtomobili, s katerimi pri sosedih pač ne boste zbujali zavisti, kar bi tako ali tako morala biti povsem nepomembna stvar, se pa boste enako varno in morda le malce manj prestižno vozili naokoli. Torej, kje so varčevali, da je cena lahko takšna? Tule znotraj je plastika trda, da ne bi izgledala ceneno, so ji dodali tak levirski lak, ki je tudi na tem za moj okus prevelikem volanu. Tule zgoraj ni ogledalca, so voznikov predal, ni osvetljen, ta stikala za odpiranje stekel so tule na sredini, ker je to ceneje. Sprednja pasova nista nastavljiva po višini, je pa nastavljiv po višini volan, ne pa po globini. Ampak vseeno, dobrega položaja v tem avtomobilu ni težko najti zlasti, ker je sedež izdatno nastavljiv, tudi gor in dol gre. Tisti varčevalni del, ki me moti, je zadaj. Za začetek ta dva vzglavnika, ja, samo dva sta in že to je zelo nenavadno. Obenem pa nista nastavljiva po višini, kar pomeni, da bosta pri višjih potnikih prišla prenizko in potem varnost ni dobra. Pri prtljažniku pa moti, da zadaj ni gumba za odpiranje, ampak je na srečo vsaj na ključu in da se ta vodila prav grdo zajedajo van, kar je značilnost vseh poceni limuzin. To pa je v bistvu to. Med vožnjo sem ugotovil, da je podvozje sila mehko, kar je v redu, ker si ne predstavljam, da bi kak dinamik hotel kupiti takšen avtomobil. Za družino bo super, ker je res udoben in deluje povsem zanesljivo, čeprav ni ravno kirurško natančen. In tudi ta bencinski motor mi je všeč, ker je zelo prožen in uporaben pri majhnih vrtljajih. Po mestu gre že pri 50 km/h z lahkoto v peti prestavi, tudi takole po podeželju je zelo super. Le na avtocesti se motor pri 130 km/h vrti že s 3600 vrtljaji in je glasen. In tam mu šesta prestava manjka. Pa še porabi ne veliko, na testu 7,5 litrov, kar je povsem super. Boste pa zelo zadovoljni še s stroškom vzdrževanja. Za 120 000 prevoženih kilometrov ne boste zapravili niti 700 evrov. To je avtomobil, pri katerem je cena zelo pomembna, zato poglejmo, kaj dejansko potrebujete oziroma kje lahko še privarčujete. Osnovnega 301 dobite že za 9500 evrov, ampak tisti ima motor 1,2 in ga ne priporočam. Raje vzemite tega, ker ima več moči, ne bo porabil več goriva in saj spodobno gre. In potem pridemo do opreme. Takšen najbogatejši paket Allure ponuja povezavo Bluetooth in klimatsko napravo, zato ga dejansko tudi priporočam. Morda ne potrebujete parkirnih senzorjev zadaj, pa čeprav niso dragi, res pa ne potrebujete 16-palčnih platišč, ker so že 15-palčna aluminijasta. Pa bo avtomobil še kakšen evro cenejši. Sedaj pa nazaj k Rapidu.